Na tem mestu velikokrat meditiram in dobila sem sporočilo, ki je povezano z našim skupnim bistvom, zato bi ga rada podelila z vami. Pozdravljeni, ljubitelji narave, naravnih danosti in vpogleda v samo bistvo življenja. Ta trenutek smo na prelomnici obstoja življenja kot takega, ki smo ga poznali. V vsej njegovi prvobiti, enkratnosti, neponovljivosti in božanskosti. Milijone let smo preživeli med raznimi manipulacijami sistemov, poskusov, uničevanju življa kot takega in spreminjanja našega DNK z raznimi tujerodnimi križanji tako živalskih kot človeških vrst. Ampak smo obstali, preživeli in živimo. Koliko časa še, pa ta trenutek ne vemo. Ker je farmacija prevzela vlogo zdravilca, ki nima nič skupnega z naravo, ima pa ogromno skupnega s kemijo, kemičnimi zvarki in medikamenti, ki dokazano uničujejo in poškodujejo tako človeško kot živalsko in rastlinsko DNK, ki je temeljni nosilec zapisa prenosa lastnosti na potomce in kasnejše generacije. Tudi zelo dobro vemo, da bolj, ko je farmacija razvita, bolj so ljudje bolni in pohabljeni. Bolj, ko so prebujeni, se zavedamo pomena naravnih danosti, kot so prvovrstna prehrana, zdravilna zelišča in bivanje z naravo, dihanje in delovanje, bolj farmacija uveljavlja svojo voljo in svoj prav. Ne pove pa, da vsak prevzema svojo odgovornost za vse, kar mu ta farmacija ponudi in od nje vzame. Čeprav je neizpodbitno dokazano, da naravna zelišča, naravne rastline in iz njih derivati, zvarki, zdravila, tinkture ob pravilni uporabi praktično nimajo negativnih stranskih učinkov, imajo pa polno pozitivnih učinkov na zdravje. In to politični režim z roko v roki s farmacijo to zelo dobro ve. Zato pa tako hitijo na vseh področjih z uničevanjem vsega, kar je sveto, se pravi življenje in naravo. Celo tako daleč gredo, da uničujejo svoj lasten narod, svoje lastne družine, svoj lasten bodoči rod. Kljub temu, da se imajo za izbrance, narava bo sama izbrala, kar je njeno in kar bo preživelo. Zapis v genih je kodiran in ga nobena farmacija ne more odkodirati. Ko že mislijo, da so uspeli dobiti kodo, formulo, pa se jim vse podre. Narave ne moreš prelisičiti, je univerzalna, ena in edina, zavetnica vsega svetega in življenja kot takega. Edino, kar je naša naloga v tem času, je to, da se vrnemo nazaj k svojim koreninam. Nazaj k naravi z vsem spoštovanjem, ki ga premoremo. Vse nam je dano, kar potrebujemo za življenje samo. Ker pa nas je sistem spravil v kalupe, vidimo samo tisto, kar sistem hoče, da vidimo. Avte, beton, od kemikalij uničeno hrano v trgovinah, suženjstvo na delovnih mestih in odtujenost od naših družin. Vse za dobrobit nas samih. Haha, niti malo. Vračamo se v obdobje, ko ima življenje kot tako v vsem svojem sijaju, vrednosti in moči svojo moč, kjer so vrednote del nas, kjer je ljubezen do vsega živega na prvem mestu, kjer ljudje v skupnostih vedo, kaj pomeni biti človek, kaj pomeni biti živ in svoboden, oddvojen od sistemskih vezi, sistemske manipulacije in sistemskega suženjstva. Življenje, kjer garaš cel dan za to, da dobiš 5 minut zlagane svobode, nima nobene vrednosti. Čas za spremembe je v polnem teku. Nazaj k naravi iz sistemskega labirinta.